tako imenovane debirokratizacijskih postopkov, vsaj tako želi komisija predstaviti širši javnosti, in sicer, da bi želela komisija v enem delu razbremeniti gospodarstvo, s čimer pa se seveda mnogi ne strinjamo, kajti v zadnjih letih smo dosegli zelo visoke okoljevarstvene norme, pa tudi norme za pravico delavcev, ki so bile upeljane v model evropskega gospodarstva. Seveda Evropska komisija in ob njej Evropska ljudska stranka, kot bom rekel, največja politična sila, je tekom procesa dogovarjanja poskušala seveda najti podporo tako na progresivnem delu Evropskega parlamenta, kot pri ekstremni desnici. Tisto, kar se je zgodilo včeraj, gre za predvsem ena oblika odpora ali pa nestrinjanja, izkazovanja nestrinjanja do tovrstnega početja. Mi bi si želeli kot socialisti in demokrati, kot evropski socialni demokrati, da bi Evropska ljudska stranka vodila proces transparentno in predvsem na podlagi smernic, ki smo jih že skupaj sprejeli v prejšnjem mandatu. Torej, da ohranimo konkurenčno gospodarstvo, evropsko gospodarstvo, ampak da dosegamo tudi zelo visoke okoljevarstvene in predvsem pa norme in predvsem pa visoke norme, kar se tiče zaščite delavcev. In tukaj smo se na nek način rešili, nismo našli skupnega jezika, bomo imeli popravni izpit v naslednjem mesecu, torej v mesecu novembru, da ti postopki ne bi zastali. Tako da predvsem je neko zdravo, upam, da dramilo vodilni politični stranki, da naj se okvirov, ki smo se skupaj dorekli, tudi v prihodnje drži. Vložili ste veliko predlogov, kajti vsi so bili večinoma zavrnjeni. Drži, kajti predstavljamo si, da je tako, bom rekel, desna politična sfera ali pa ekstremna politična sfera, kot tudi, bom rekel, progresivna, želela ta dokument prilagoditi glede na politike, ki jih sama zagovarja. Dejstvo pa je, da je nosilka, bom rekel, politika, Evropska ljudska stranka, že dosega določene dogovore za progresivnimi silami, ki si jih vsakič znova, v vsakim novičem glasovanju želi nekoliko korigirati. Tako da, ja, to je realnost Evropskega parlamenta. Želeli bi, da ne bi postali distinkcionalni v smislu sprejemanja pomembnih odločitev, kajti to bi lahko bile pomembna odločitev, še posebej pa nakazuje neko dinamiko v Evropskem parlamentu, ki bi lahko trčila ob večji problem, ko bomo se odločali ali pa so odločali o naslednjem 7-letnem finančnem okvirju, ki je predmet razprave sedaj. Tako da moram reči, da me ne preseneča, da je prišlo do takega odpora, kajti vse manje transparentnosti v smislu v procesu dogovarjanja. In jaz upam, da bo to pomembno zdramilo predvsem nosilcev evropskih politik, da je potrebno se držati že doseženih dogovorov.